Jaz bi začela s tem, da mi ti poveš, oziroma ostalim poveš, zakaj praviš, da je tvoj oče prvi seks turist v Jugoslaviji. To je malo, kako bi rekel, moj oče je bil pač član filozofskega društva že nekje še pred drugo svetovno vojno in pod drugi svetovni vojni so te zadeve več ali manj so bile prepovedane v Jugoslaviji takratni, ne. In zanimivo pa je, da eno od redkih takih društv, ki jo je režim dopuščal, je bilo teozofsko društvo. Težko je vedeti, zakaj. Verjetno zato, ker je bilo samo nekaj starejših ljudi prisotnih, ki niso čutili neke nevarnosti za režim. Pa verjetno je bilo pol članov verjetno v udbi, ne. Moj oče sicer ni bil te sorte, ampak tako je bilo. No in pač očitno je bilo neko srečanje v Angliji leta 1958 in je takrat dobil dovoljenje in potni list in tako naprej, da je lahko šel v Anglijo in tam je v Tekel Sparku, to je malo zahodno od Londona, imel teozofsko društvo in zelo lep tak, kako bi rekel, počivališče, kjer so lahko zainteresirani ljudje prišli in je bilo čudovita narava, ne, konji, na pašnikih okoli in vem, ko sem bil še majhen in smo šli večkrat na obisk, se mi je zelo vtisnil spomin, ta čudovita narava, ne, ki res diši po Angliji in Anglija ima res neko posebno vzdušje, še posebej, ko govorimo o travnikih, o konjih in tako naprej. In vem, da sem se kot otrok razgubljal od tistih travnikih, ki so me starši ure in ure iskali, ne. No, in seveda, ko se hecam s prijatelji reče, da se pač tja je šel samski, da zdaj je prišel praktično že poročen. Z Angležine. Z Angležine, ja. Kje je postala tvoja mama? Ja, ona je bila takrat sicer zaročena z gospodom iz Nizozemske, no, ampak očitno je moj oče tako očaral, da je tisto zaroko hitro razdrla in je seveda šla za srcem v takratno dokaj sivo Jugoslavijo, no. Verjetno je bilo kasneje večkrat žal, ampak tako je bilo. Rama hotela vprašati, kako se ti je živela v Silinu. Ja, po moje dolg raba, da je sploh ni bila pretiran političen tip človeka, pač dobila je otroke in seveda kot ženska, mama in tako naprej. Se je uživela v ta naš način življenja in par slovenskih besed je celo osvojila v tistih 30 letih. Kamor je hodila v trgovino, so jo razumeli po teh 3 besedah. Tako da ja, tako je bilo. Tako da v bistvu že od začetka sem rastel gor z 2 jezikoma, ne, z mamo sem govoril angleško, z očetom slovensko. In je zanimivo to, ne, da tisti jezik, na katerega se navadiš z nekom govoriti, ne moreš z njim nikoli govoriti v drugem jeziku. Tako da z mamo nisi mogel slovensko. Mislim, itak ni razumela. Ne. Ali pa recimo, če bi hotel z otrokom govoriti angleško, ne bi mogel, nekako ne gre, no. Vsi navajen od začetka govorite z njimi po slovensko in nekako ne moreš, no. In ste pa, že ko ste bil majhen otrok, ste bili po Švico hodili vsako poletje, ja, za 3 tedne s fičkom poslušati Krišnamurtija. Pa lahko malo poveš o tem? No, na to imam zelo lepe spomine, moram reči. To je bilo res nepozabnega, moram reči. Vsako leto smo res, oče je vse, kar je privarčeval preko leta, je šlo za to pot v Švico. In takrat smo imeli kot vsi Slovenci, smo večinoma se sfičati vozili. No, problem je edino v tem, da je moja mama rada vsaj pol svoje posle samo vozila, v tem, da smo bili 4 še v avto, ne, tako da to je bilo vse naložen na vrh. In smo se peljali čez severno Italijo in se spomnim tiste izjemne vročine poletje, to je 35 stopinj in 4 v tem mehnem avtu, odprta okna, ne, to. No, ampak Švica je bila tako kot en tak rajski svet, seveda takrat za nas.
čeprav na nek način zelo podobna Sloveniji, ne? Čeprav je seveda zelo urejena, bistveno bolj kot Slovenija je bila takrat, ne? Ampak tiste čudovite gore, sončno vreme, reke, čudovita narava, se mi zdi, da to je bilo dokaj podobno temu, kar sem že bil navajen z našega okolja tukaj, ne. Tja smo pa hodili predvsem zaradi tega, ker sta starša želela poslušati Krišnamurtija, ki je imel tam vsako leto javne govore. Ne vem, če od vas kdo kaj pozna Krišnamurtija, če kdo že kaj prebral o njemu? Ne. Pa malo povej, Ja, no, njega so pravzaprav, ker sta moja starša tudi teozofa, teozofi so ga odkrili v koncu 19. stoletja, ko se je že kot majhnega dečka ga je Leadbeater, to je bil eden, mislim, da je bil duhovnik liberalno-katoliške cerkve, ki je nekako bila zelo povezana z teozofskim društvom, ki tudi v Sloveniji obstaja, ne? Imamo nekaj duhovnikov od liberalno-katoliške cerkve, mislim, da je neka kapelca, ti več veš o tem. Ja. Jaz sem bil tam krščen, nekje na Štajerskem je bila svoj čas ena kapelca. No, in ta gospod Leadbeater ne bi bil malo jasnovidn in je tega dečka enkrat opazil na plaži in nekako zaznal, da ni v njemu trohice zavedanja o sebi, o sebičnosti in tako naprej. In so se potem odločili, da ga vzamejo pod svoje okrilje, ker je bil zelo revne, brahminske družine, ampak zelo revne družine. So ga vzeli pod svoje okrilje in so ga začeli vzgajati, ker so takrat nekako pričakovali prihod svetovnega učitelja, ne. In so, seveda kasneje so okoli njega ustanovili red Zvezde z vzhoda, to ne bi bila organizacija, ki bi pač skrbela za to, da bi nauke, ki jih je on imel za nekako zadeliti s človeštvom, da bi nekako oni to organizirali, ne, takrat. Mislim, da leta 1913 so nemški teozofi pod vodstvom Rudolfa Steinerja nekako se niso strinjali s tem, da je Krišnamurti prevzel to vlogo in so šli potem svojo pot in so pač ustanovili antropozofsko društvo, ja, ki je še dan danes, mislim, da še kar močna, za razliko recimo teozofskega društva, ki nekako zamera kjerkoli, kamorkoli greš, mislim, da nekako v tej organizaciji ni neke energije, ni mladih ljudi. V Angliji so kasneje tisti center zaradi finančnih težav so potem prodali, ker ni bilo zanimanja in tako naprej. Tako da je kar žalostno videti, ko vidiš tako organizacijo, ki je bila, kaj vem, še 100 let nazaj, zelo veliko članov, no, recimo ko je bil ta red Zvezde z vzhoda na višku, je bilo 100.000 članov, ne. Po celem svetu je baron Van Palent, nizozemski baron, je celo tej organizaciji podaril eno ogromno posestvo z gradom in tako naprej. No, ampak kljub temu je Krišnamurti leta 1929 to organizacijo razpustil. In mogoče, če vas zanima, bi mogoče vam lahko prebral samo par misli, ki jih je on napisal o tem, kaj je bistvo njegovih naukov, ne? Če vas zanima. Tukaj tudi povzame svoj govor, ki ga je imel leta 1929, in če hoče kdo poiskati ta govor, je na internetu. To je njegova izjava iz leta 1980 in govori o tretji osebi. Jedro Krišnamurtovih naukov vsebuje izjava, ki jo je naredil leta 1929, ko je dejal: resnica je dežela brez poti. Človek ne more priti do nje s pomočjo nobene organizacije, vere, dogme, niti s pomočjo duhovnika ali rituala, ne s filozofskim znanjem ali s psihološkimi tehnikami. Odkritje mora v ogledalu medosebnih odnosov,
z razumevanjem vsebine lastnega uma, z opazovanjem, ne pa z intelektualno analizo in z razčlenjevanjem lastne notranjosti. Človek je v sebi zgradil predstave kot varnostno ograjo. Te so religiozne, politične in osebne. Prikažejo se v obliki simbolov, idej, prepričanj. Teža teh predstav prevladuje miselnemu procesu človeka, njegovim medosebnim odnosom in vsakodnevnemu življenju. Te predstave so jedro naših težav, saj ločujejo človeka od človeka. Njegovo dojemanje življenja oblikujejo koncepti, ki so se že oblikovali v njegovem umu. Vsebina njegovega uma je njegovo celotno življenje. Ta vsebina je skupna celotnemu človeštvu, individualnost je ime, oblika in površinska kultura, ki jo posameznik pridobi od tradicije in okolja. Enkratnost ali neponovljivost človeka ne leži v polju površinskega, temveč v popolni svobodi od vsebine svoje zavesti, ki pa je skupna vsemu človeštvu. Zato človek ni individualen, ni individuum. Svoboda ni reakcija, svoboda ni izbira. Človek se pretvarja, da ima zaradi možnosti izbire na svobodo. Svoboda je čisto opazovanje brez usmeritve, brez strahu pred kaznijo ali nagrade. Svoboda je brez motiva. Svoboda ni na koncu evolucije človeka, je na prvi stopnji njegovega obstoja. Z opazovanjem začnemo spoznavati pomanjkanje svobode. Svoboda se pojavi v neusmerjenem opazovanju lastnega dnevnega bivanja in dejavnosti. Miselni proces poteka v času. Misli se rodijo iz izkušenj in znanja, ki pa sta neločljivi od časa in preteklosti. Čas je psihološki sovražnik človeka. Naša dejanja, tu govorijo o psihološkem času, naša dejanja slonijo na znanju in zato v času in zaradi tega je človek vedno sužen preteklosti. Miselni proces je vedno omejen in zato živimo v stalnih konfliktih in bojev. Psihološko evolucija ne obstaja. Ko postane človek pozoren na gibanje lastnih misli, uvidi, da obstaja delitev na misleca in misli, na opazujočega in opazovano, na tistega, ki izkuša in izkušnje. Spoznal bo, da je ta ločitev iluzija. Šele takrat obstaja čisto opazovanje, ki je uvid brez kakršnekoli sence preteklosti ali časa. Ta brezčasni uvid privede do globoke radikalne mutacije uma. Popolna negacija je bistvo pozitivnega. Šele ko obstaja negacija vsega, ker je miselni proces sestavljen na psihološki ravni, se pojavi ljubezen, ki je sočutje in inteligenca. Mogoče malo lahko prekinali na predolgo. Predolga. To je vse, kar je imel zapovedati. To je bistvo. Ti si od 12. do 19. leta bil v njegovi šoli. Najprej si bil v Sloveniji, mogoče bi tjele svoj citat prebrala. Takole si napisal: slovensko osnovno šolo sem občutil kot nekaj sila surovega in sicer učitelja kot nekakšnega terorista nad učencem. Menim, da je takšno vedenje odraslega do tako mladega, še neoblikovanega in občutljivega človeka nedopustno. A so se zelo napadno znašali takrat? Ja, jaz sem to tako doživljal. Mi rekel ta pristop, da je treba nekako v mladega človeka stisniti ne vem koliko enih podatkov, to nima nobene prave zveze z učenjem. Zato, ker prvič mu uničeš vedoželjnost, vcepiš mu strah in seveda verjetno na koncu ven pridejo ubogljivi ljudje, ki pa nimajo neke svoje hrbtenice in niso pripravljeni, bi rekel, iti v to pustolovščino, ki je življenje. Ker v bistvu, jaz mislim, da življenje od nas zahteva, da se soočimo s svojim strahom in da gremo tudi v to, kar se bojimo.
strah nas ne sme na nek način zavreti. Tako da, seveda, malo sem bil tudi upornika po naravi in z leta v leto so bile slabše ocene, ker se nisem učil in sem zavračal ta način. Tako da v 6. razredu sem bil že zadosten. In na srečo se je potem pojavila ta šola v Angliji, Krishnamurtija, ki je bila ustanovljena leta 1969. In 2 leti potem sem imel to veliko srečo, da sem šel lahko tja. A si šel tja tudi zato, da so te starši malo rešili tega sistema tlele? Mislim, najbrž, ne? Ja, to je bil eden motiv, drug motiv je pa bil, da je bila to res možnost biti v taki izjemni šoli. Ker to je bila šola, ki je bila spet na angleškem podeželju, čudovita narava, čudovita zgradba tudi, če gledamo, sama šolska zgradba je bila, mislim, da iz jurjanskega obdobja, tako zelo lepo, 15 hektarjev je bilo posesti okoli. Ob tem, da nas je bilo pa dijakov samo okoli 50. Pa mogoče tudi 50 je bilo pa personala, učiteljev in drugih, ki so skrbeli za šolo. Tako da je bila zelo mehna šola, dijaki smo bili iz celega sveta, praktično z vseh kontinentov, mogoče razen z Antarktike. Kakšna je pa razlika med našo šolo ali pa navadno šolo pa Krishnamurtijo? Ja. Prvič, učitelji so bili tam ne zaradi plače. Tako plače niso bile zelo nizke v resnici, ampak so bili tam zaradi tega, ker so želeli sodelovati v tem, kar je Krishnamurti skušal narediti, se pravi vzgojiti mlade ljudi, ki bi se na nek način uspeli rešiti te pogojenosti, v katero smo mi vsi vpeti. Tako da lahko rečem, da prvič živeti v takem čudovitem okolju daje enemu otroku eno res tako možnost povezave z naravo, ki jo v enem mestu, recimo kot je Ljubljana, ne doživiš. Potem pa seveda delati z učitelji, ki so tam zaradi tega, ker si želijo vzgojiti otroke na drugačen način, je bilo tudi izjemno. Tako da, po drugi strani pa spet Krishnamurti je tukaj živel mogoče nekaj mesecev na leto, je bil to njegov dom, med potovanji, se pravi njegova turneja je šla nekako Indija po zimi, potem spomladi je bil v Kaliforniji, potem poleti je bil najprej v Švici, potem v Angliji, potem pa spet po zimi v Indiji. Tako da vmes je nekako, vsaj 2-krat na let je par mesecev preživel tam in je imela cela šola z njim pogovore, diskusije in smo lahko katerokoli vprašanje ti je ležalo na duši, si lahko nekako obelodano in potem smo to diskutirali, on je vodil seveda to. Tako da je bilo mogoče žal mi je to, da sem bil tam premlad v resnici, kot 12-letnik. So te punce zanimali, se rekla takrat, kot Krishnamurti? Ja, to so bile v tem času te stvari bolj pomembne. Če moram reči, ko smo imeli govore, sem bil zelo v tem. Moram pa reči, da nisem bil dovolj zrel za tako, da bi več potegnil z tega verjetno. Kaj pa zdaj tako dolgoročno? Mislim, pa vem, včeraj si rekel, da bereš knjigo o njem, pa tudi so še spremlja, ne? Ja. Na kakšen način, kako se vsi drugate? Ja. Tako, že ko sem bil majhen, ko sem ga gledal na odru, pa je bilo več tisoč ljudi, recimo v šotoru, ki ga je poslušalo, razumel ga nisem, ko sem bil star nekaj, koliko sem bil star, 6-7 let prvič, pa je oče rekel, to je moder človek. To sem rekel, moder. Sem ga gledal, pa ni bil nekaj pretiran moder. Ampak nekje sem pa zaznal neko izjemno energijo, ki je tekla skozi njega, ko je govoril. To se ni dalo min tega iti. To je pa bilo.
Tako da se mi zdi, da je za seboj pustil celovite nauke, ki so, recimo, možno je brezplačno na YouTubu videti veliko njegovih govorov, ki jih je naredil živo, ker to je bilo vse snemano in zdaj vse to daje na YouTube, v kanal, mislim, da je Krishnamurti Foundation Trust in se da zelo veliko njegovih govorov, pa diskusij z razno znanimi ljudmi, ki so prišli, recimo, to so bili razni znanstveniki in so tudi šolo obiskovali, od Nobelovcev do pisateljev znanih je prihajali, do igralcev, do... Ja, zelo zanimivi ljudje so prihajali in smo imeli stik s temi ljudmi, je bilo res izjemno, ne. In se tudi izbirne predmete, da lahko si sam izbral, kaj te zanima, tako kot pri nas, da so vsi. Ja, to je po eni strani bilo v redu, za katere mogoče takrat še nisem imel tega akademskega programa preveč dobro zastavljenega, ne, če nekdo ni nekako se znajdel, mogoče ni dobro si izbral svoje poti, ne, saj v akademskem smislu, ne. Jaz sem imel to srečo, da sem bil malo bolj naravoslovno usmerjen in me je zelo pritegnila, bi rekel, biologija človeka. Takrat je to predavala, oziroma, to so bili razredi, ker nas je bilo mogoče 5-6 not, ne. Ena Sofija iz Urugvaja, zdravnica, ki je izjemno lepo znala predstaviti delovanje človeškega telesa in to me je fasciniralo. Tako da me je to potem potegnilo razvijati kasneje v poklic, ne. Pa ena stvar me je tudi zelo fascinirala je, ko sem enkrat gledal en dokumentarni film Felixa Greena. On je bil novinar angleški, je bil pa tudi član angleške maoistične stranke. Tako da v Angliji je bila največja maoistična stranka izven Kitajske. To je bilo v 70-ih letih že, ne. In seveda, ker je bil maoist, ga je Zhou Enlai pa Mao Zedong sta ga povabila, da je lahko prišel kot njihov gost in so ga vozili okoli cele države in je snemal dokumentarne filme. No in eden se je nanašal na njihovo medicino, na akupunkturo. Je posnel tudi eno operacijo, kjer so uporabljali iglice za umilitev bolečin in to me je res fasciniralo. Tako da je zanimivo, da potem kasneje se tudi tako išlo, da sem šel za 2 leti gor, ne. Ja. Prele, ko sem te prekinila, v bistvu nisva šla nič v to, kar si prebral. A bi mogoče povedal, zakaj si ravno ta tekst izbral? Kaj se te dotaknil z listem? Ja, to je v bistvu, on je zelo veliko o raznih temah govoril, no? Ampak spomnil sem se na ta tekst, ker je v bistvu začel z njim, da v bistvu je citiral sam sebe iz leta 1929, ko je rekel, da je resnica dežela brez poti. Mi smo tako nekako vzgojeni, da seveda smo vzgojeni v tem, da uporabljamo svoj in bi rekel, uporablja miselni proces. To je pač orodje, na katerega smo se navadili, ne. No, on je negiral to, da se da preko tega pride do spoznanja. Ampak on je bil mnenja, da prideš lahko do spoznanj edino le s tem, da pride do nekega celovitega vpogleda. Mogoče vsak od nas zdaj deležen tega, recimo, če imaš nek problem, pa ne veš, kakšna bi bila rešitev, ne? Pa se mogoče si kdaj se kopaš kje, pa kar naenkrat pride tisto, ne? Odklopiš on. Ja, ko odklopiš, ne, in pride potem neko spoznanje, ne. Ampak to so neki prebliski. Ja, ne, mogoče pride neka informacija z nekih drugih ravni, ki ni povezana s preteklostjo, ne, v kateri mi funkcioniramo z uporabo miselnega procesa, ne. Tako da, no, ko pa bereš recimo to, kar on tudi te knjige, v katerih on kaj piše o tem, kako on živi, kako je pa zanimivo, ko napiše, da je sposoben ure in ure biti v stanju, ko niti ene misli ni prišlo. Ampak to je stanje, ki je stanje neke blaženosti, ne? Ampak to je stanje, do katerega ne moreš priti preko nobene vaje, nobenega sedenja s prekrižanimi nogami,
ne moreš 5 svetih besed. Ni, mislim, to je on vedno znova ponavljal, da ni nobene poti do tega. Nobene metode. Ker vsaka metoda je omejena sama po sebi, že po svojem bistvu. In z omejenim inštrumentom ne moreš ti priti do neomejenega. Ne? On je bil pa zgleda na nek način, tudi ko bereš njegove biografije, to je zelo zanimivo za prebrati, 200-300, ena od Mary Luchens v 4 zvezkih, ta je zelo zanimiva, ne? Ker celotno njegovo življenje opisuje, ga je poznala od otroštva, ne? Kot teozofinja. Kako ga opisujejo, ko je bil otrok, da je bil pravzaprav čist, kako bi rekel, čist, da se ga ni dotaknil na nek način. Stalno je pa bil nekako v nekem sanjskem svetu in je opazoval okolico in tako naprej. Ne? In je zgleda, da je bil, se tudi on vedno znova v pogovori s svojimi bližnjimi, s katerimi so več se pogovarjali, se sprašal, kako je možno, da je bil on tako drugačen, da je uspel na nek način preiti iz te pogojenosti. Ne? Na nek način se je že zgleda rodil malo drugačen. Ne? Ker mi smo vsi na nek način rojeni, mi smo si vsi zelo podobni in vsi funkcioniramo na podoben način. Ne? In se zelo hitro na nek način uspemo, da se ta svet prilagodi svojemu načinu. Ne? In ja. No, je pa zanimivo tudi to, ne, da seveda cel življenje je po celem svetu hodil in je govoril o teh globih težavah ljudi, o tej neizmerni žalosti, v kateri smo, ker smo tako razdrobljeni in ne uspemo na nek način poleteti, ne, tako kot je napisal, naslov ene knjige je Let, Orlov let, ja. V bistvu tak letet brez nekih ovir, ne. Mi smo nekako tako pogojeni v tem materialnem časovnem delovanju, ne, tem mentalnem delovanju, miselnem procesu. Lahko si sam mislimo, kako je živeti, če si brez tega. Ja. In prav spomnim se prvega, ko smo hodili, ko ste se moji starši odločila, pa ste mene vprašali, če bi šel v Anglijo v to šolo, sem bil takoj za. In smo šli potem na obisk k njemu v to hišo, ki je stanoval v Švici vsako leto. Se ga spomnim, ko sem ga opazoval, to je bilo res več narejenega okoli njega. Res pristno. Ja, res neka pristna mirnost. Veste, nekateri se delajo, kot da so poduhovljeni. To je igra za ljudi. Ampak ko srečaš pristnega človeka, vidiš razliko. In on je bil res tako, neka neizmerna mirnost je severa iz njega, po drugi strani pa izjemna energija tukaj. Dobro kombinacija. Ja. Napisal si v njegovi knjigi Osvoboditev od znanega spremno besedo in v njej je bil tale odstavek. Strastno si je prizadeval, da bi vsak učenec dejansko vzcvetel in postal luč samemu sebi. Zavračal je kult osebnosti, čaščenje avtoritet in venomer je poudarjal, da ne obstaja nikakršna pot, to si prej rekel, metoda ali sistem, ki bi človeka lahko osvobodila trpljenja. Svojim zgledom pa je jasno dal vedeti, da je korenita preobrazba človeškega uma vsekakor možna. On se mi zdi res zelo znan potem, da je zavračal čaščenje avtoritet, kult osebnosti in je zato tudi sam izstopil iz tega reda, ker ni sam hotel, da ga povzdiguje. Tako, ja. In tudi ni nobenemu, tudi je bilo zelo jasno povedano, da nobenemu ni dal te pravice, da bi razlagal njegove nauke. Morda edino to, da je vnaprej že povedal, da je to toliko, kot on sam razume o tem. Ni pri meni ga pooblastil, da bi lahko to razglašal. Jaz sem pa zgubil misel, ki sem jo hotel povedati. Je v zvezi s tem, kar sem prebral? Ja. Ja, to je zelo zanimivo, ne?
večkrat na teh javnih govorih, ko je prišlo res na tisoče ljudi, se najprej usedel, umiral, potem je začel okoli gledati ljudi. In občasno, ko je zagledal nekaj zelo znanih ljudi, ki jih je seveda že videl, ne vem koliko let, ki so mu sledili z leta v leto okoli, se je zaglaval pa rekel, že spet. Ne, mislim, res je bil ves iz sebe, da pravzaprav ljudje so ga poslušali, ampak v te iskre, da bi se nekaj spremenili, pa da ni prišlo. Da bi znal to v življenju pospeti. Ja, in sem si tudi zapisal, to je pa z njegove smrtne posle. Izjava. In to zadnja izjava, ki je pravzaprav dal, ki so pritiskali na njega, da bi kaj več povedal. No? In to je res zelo zanimivo. Pritiskali so na smrtni posle, ne še kaj več povedal. Ja. Takrat ga nisem pustil prvi. Ja. Ja, bogič. Res. To je, ko je bil 91 let star. 9 dni pred smrtjo. Ko ga je vprašala Amerika Dogan, velike delala za to organizacijo. Mislim, njemu pomagale knjige izdaja pa te stvari. Ko Krishnamurti umre, to je vprašanje, kaj se zares zgodi s tem izrednim jedrom razumevanja in energije, ki je Krishnamurti? No, njegov odgovor je bil, odide. A če se nekdo celostno poglobi v nauke, se bo morda tega lahko dotaknil. A tega se ne da zavestno dotakniti. Če bi vsi le vedeli, kaj je šlo mimo vas, ta neizmerna praznina. No, potem je to še dopolnil istega dne, jaz še malo razmišljal o tem in je še to povedal. Zjutraj sem omenil, da je super energija. Ne. Neizmerna energija. Neizmerna inteligenca uporabljajo to telo. Mislim, da so ljudje ne zavedajo, kakšna izjemna energija in inteligenca je šla skozi to telo, kot motor z 12 cilindri. 70 let je bila kar dolga doba in sedaj tega telo ne prenese več. Nihče, razen če pripravi telo zelo previdno, ga neguje, ne more razumeti, kaj je šlo skozi to telo. Nihče. Naj si nihče ne pretvarja. Nihče. Ponavljam, nihče med nami ali v javnosti ni vedel, kaj se je dogajalo. Vem, da ne. In sedaj po 70 letih se je to končalo. Ne pa ta izjemna inteligenca in energija. Ta je deloma tu vsak dan, še posebej po noči. In po 70 letih telo tega ne prenese več. Ne more. Indijci imajo veliko neumnega vrženja o tem, da duh ostane, telo pa gre in veliko takšnih nesmislov. Ne boste našli telesa, kot je to ali te izjemne inteligence delovati v kakšnem telesu še veliko stoletij. Tega ne boste videli. Ko telo umre, tisto gre. Nobena zavest, tiste zavesti ali stanje ne ostane. Pretvarjali se bodo in poskušali si bodo predstavljati, da lahko pridejo v stik s tem. Morda se bodo deloma, če bodo živeli nauke. A nihče tega ni naredil. Nihče. In to je to. Tako da to je zanimivo. Da na nek način, če bo 70 let okoli hodil, pa se prizadeval za to, da bi se kdo spremenil. Enega človeka ni bilo nikjer, ki bi uspel to narediti. Ampak jaz sem prav razumela, da je rekel, ko bo umrl, da nekako ga nam več. Recimo Ramana Maharshi, ki je bil tudi indijski učitelj, so pa tudi jokali za njim, ki je bil na smrtni posli, pa rekel, kaj jokate, sem kamor ne grem, se jaz bom skozi tukaj. Tako da, to se pol izključuje, ne? Ti si kontra to prebral, da še skozi. Ja, ker tako kot jaz to razumem, zanimivo je to, da tudi namigne, da je zelo pomembno, kaj delaš s svojim lastnim telesom. Da to, da lahko pravzaprav preideš iz te pogojenosti, moraš imeti tudi telo prilagojeno temu. Se pravi, mora biti telo, ki je zelo negovano, treba je skrbeti za njega. Da zmore take močne energije. Ja, se pravi, treba se gibati, dovolj spati, ne uporabljati poživil in tako naprej. In to vam se počel, vse je veliko spal. Ja, veliko je hodil na dolge sprehode, jogo, hatha jogo je redno treniral. No, ampak po drugi
drugi strani, ne, izgleda zelo pesimistično to, kar je napisal, ne. Sam po drugi strani pa tudi da pa neko izhodišče, ne, da pravzaprav nekaj je pustil za seboj, neki nauki so, vse mogoče niso njegove, ampak nekako so šli skozi njega. Se to je vedno tako, da niso, če zdaj svet resem Ramana Maharshija pa drugi učitelji, tisti, ko so ta pravi, ko so kanali, vedno da pride skozi njih, da ni nikomu, ne? Ja, točno. Če mi je ego zraven, to je pod vprašanje. Seveda, in veliko teh jogijev, ki se tako razglašajo, bi rekel, vidim, da so to veliki egi in to je v bistvu niso tak kanal. Zelo malo je take, verjetno. A bi šla malo na tole kitajsko, ko si omenil? Se pravi, potem je to potegnilo ta izkušnja, ko si omenil, za 2 leti, da si šel tja, malo povej, kaj ti to dali takrat. Ja, to je bilo pa, jaz sem šel po koncu srednje šole, sem šel študirati biologijo, ker sem imel starejše starše in sem mislil, da bom prej pri poklicu, ne. Si pa to pa že tako medicina. Ja, ampak to bi zahtevalo 1 leto priprave in nekako sem mislil, da je bilo to preveč, da bi prepozno prišel do poklica, ne. To je sam pomenil, da sem res zelo pozno do poklica prišel, kasneje sem šel to. Ampak, ja, po 6 letih biologije, ker biologija tudi ni tako lahek študij, ne. Celo najbolj nadarjena, mislim, najbolj briljantna sošolka, ki je zdaj profesorca, ki je kar nekaj profesorov, ne, ampak tudi ona je rabila, mislim, da skoraj 5 let, da je doštudirala, ne, tako da je kar dolg študij. No, ampak je bil pa en profesor Sušnik, France Sušnik, zraven na Koroškem, zelo tak odprt človek, veliko se je družil s študenti in na nek način je zvedel za to mojo željo, da me Kitajska zelo vabi. No, on je imel pa neko mehko točko, to je bila pa tudi Kitajska za njega, ne? Ker se je tudi ukvarjal malo z zdravilnimi zelišči in je imel neke svoje povezave na Kitajskem, ne? In ga je to na nek način fasciniralo in je hotel že prej enemu študentu, Igorju Millerju, pomagati, da je šel študirati akupunkturo za 2 leti v Peking. No, Igor Miller se je potem poročil z Japonko in zdaj živi na Japonskem že na 40 let. Medtem ko, ja, dvigneš telefon, na drugi strani je bila županja Ljubljana, ne vem, katera je že bila takrat, in je rekel, kako mi recimo v to izmenjavo, med to sodelovanje med Ljubljano in Čengdujem v Sečuanu upletli še malo študentske izmenjave. Pa je rekel, ja, zakaj pa ne? In tako se je zgodilo, da se je pojavila štipendija, še celo eni sošolki, ki je kitajščina zanimala, sem rekel, ja, mogoče je možnost, pa pet še malo se s Stušnikom pogovoriti, no in je prišla še ona zraven, tako da sem šla 2 gor študirati, ona je šla bolj jezik, jaz sem šel pa njihovo medicino, me je zanimala predvsem akupunkturo, no in ja, fascinantno, no, moram reči, to so bila leta, da je bilo to od leta 85 do leta 87, nekaj let potem, ko se je končala kulturna revolucija na Kitajskem, ne, in je že takrat je bila cela Kitajska praktično eno gradbišče, ne, kamorkoli si pogledal, povsod so bili željavi, čeprav samo nekaj let nazaj je bila kulturna revolucija, ki je bilo pa vse zelo omejeno. Potem so pa na nek način to svobodno pobudo spustili v sistem, ne. Deng Xiaoping je nekako izjavil, da ni važno, kakšne barve je mačka, samo da lovi miši. In so šli potem v ta sistem, kjer so imeli eno politično stranko, ampak 2 sistema. In ja, je bilo zelo zanimivo, ja. Ampak zanimivo, ne, že ko sem prišel v Sičuan, tam je zelo znana Sičuanska univerza, je bilo kar nekaj tujih študentov, ki so predvsem študirali kitajščino. Jaz sem bil pa nekje čisto na drugem koncu mesta v tem njihovem zelo znanem koledžu za tradicionalno kitajsko medicino. Verjetno eno od 4-5 najbolj znanih po dolgi tradiciji, večstoletni verjetno, ne. In ja,
Fascinantno je bilo tudi to, ker v Pekingu sem srečal že na poti gor Janija Sonika, so bila sošolca, on je bil sicer najprej doštudiral psihologijo, potem je pa tudi, mislim, na 2 leti študiral, smo bili sošolci na biologiji. In je tudi njemu profesor Stušnik pomagal, da je lahko šel študirati na Kitajsko. A poznate Janija Sonika? Akupunkturist najbolj znan, ne? Ja, največ je tudi. Tudi, ja, on je res impozantno, je bilo na taki impozantni tiste naredil, ko sem ga srečal v eni pisarni enega slovenskega poslovneža, so imeli tam svoje neko poslovno združenje in je govoril po telefonu po kitajsko in to si mislim, so fenomenalno, ne? Res. On je potem tam, mislim, da študiral 6 let vsega skupaj, ne? In je verjetno največjih poznavalcev, ne samo, no, itak kitajske medicine, ampak tudi jezika njihovega, ne? In zna tudi stare tekste brati, vsaj medicinske, ja. Ampak jaz se spomnim, da si mi ti par mesecev nazaj omenil, da pa ne verjameš v akupunkturo, v učinke, v primerjavi s homeopatijo. Več sem pričakoval, ne? Mislil sem, da je akupunktura močnejša, kot je potem nekako izkazala v praksi, no. Seveda potem vedno preizkušaš, vidiš, kako bolniki reagirajo na njo. In tudi, ko sem se pogovarjal s študenti kitajske medicine, ki so predvsem bistveno bolj cenili to njihovo zdravljenje z zelišči. Medtem ko na akupunkturo tudi oni sami niso pretirani, cenili. To mi je že dal malo misliti. Zdaj pa se nazaj prišel, pa sem malo pikal nekaj ljudi pa to in ko sem videl, da niti ene energije ne moreš enostavno pozdraviti, sem si rekel, to ni to. Sem pričakoval več. No in potem sem prosil eno prijateljico kakšen let, 2 kasneje, ko sem že malo na to akupunkturo nisem mislil, da bi bila to zame, ne. Sem mi prosil, no, ko je šla v London, prinesi mi eno knjigo o homeopatiji. No, mi je prinesla knjigo Dane Ullmana, enega znanega ameriškega publicista, ki je potem kasneje tudi Slovenijo parkrat obiskal, ravno danes ima rojsten dan, če se ne povedal. To na Facebook govori, tako da moram še čestitati. In je tako zelo zanimivo knjigo napisal o tem, veste, kako znajo Američani to zelo tako sočno napisati, ne, da imaš občutek, da je to pa res nekaj posebnega, ne. Tako da sem rekel, to me je pa čist prevzel, da sem rekel, ja, to pa moram začeti študirati. In sem začel gruntati, kje bi se kje o tem učil. Pa sem pa naenkrat v časopisu zaznal, da se je ustanovilo Slovensko homeopatsko društvo v Mariboru in sem takoj poklical, jaz sem videl, da je doktor Hribernik je bil omenjen, pa sem klical na zbornico zdravniško, da bi dobil njegovo številko in sem jo dal, takrat so to kar levo desno dali, ne tako kot zdaj ti ne bi dali posebne številke nekoga, ne. Sem ga poklical in je rekel, ja, da se je začel ti kar poklič gor v Maribor, pa priti na kakšne seminarje in tako se je začel. Ampak v bistvu si bil s homeopatijo soočen že po očetu, ker je bil srčen bolnik že od 13 leta in se s tem zdravil dolgo časa, pa tudi Krishnamurti, ne, se je zdravil s tem. Tako da ti ni bilo tuje, daleč od tega. Ja, za Krishnamurtija sem šele kasneje izvedel, ko sem bral tudi Dana Ullmana, recimo, ko je pisal o tem, kdo se je znanih ljudi zdravil s homeopatijo. Čeprav je bilo malo megle okoli tega, kdo ga je res zdravil, ker se je nekdo hvalil, da ga je zdravil, pa ga ni. Sem potem videl iz drugih tekstov, da ga je zdravil pravzaprav en zelo znan švicarski zdravnik Pierre Schmidt iz Ženeve. Zelo znan, ja. Tudi en večjih evropskih homeopatov iz prejšnjega stoletja. In moj oče pa tako, se spomnim, imel take stekleničke z mehkimi kroglicami. Se mi je zdaj, pa kaj se to ne more delovati. Kot otrok misliš, da si bolj pameten od staršev, ne, seveda, ne. In se mi zdaj malo čudno, da to oni jemlje, da to se to ne more biti. Pa sem še kakšno res poskusil se za sladke kroglice. To ni to, ne. No, šele kasneje me je zelo presenetilo, in lahko rečem, da vse bolj, ko prakticiram, vse bolj vidim, kaj se vse da z njo početi. Tako da je fascinantno, kaj zmore ena taka mehna kroglica, ne. 25 let se že ukvarjal s tem skoraj, ne? Ja.
In ko si končal medicino, sploh nisi šel delati specializacije, ampak si se direkt za homeopatijo odločil, ne? Ja. Res je, že med študijem sem mislil, da bi se s tem ukvarjal, ampak potem je, ko si enkrat v študijskem procesu, tako nekako tok teče naprej, pa si misliš, ja, zdaj moram iti pa sekundarje delati, pa licenco dobiti, pa vse to, nekako si te kar potegne, ne. Pa sem pa enkrat govoril z dr. Hribernikom, s katerim sva postala kar dobra prijatelja, ne. Sem rekel, Tomaž, kaj bi ti zdaj naredil, ne, bi se s tem ukvarjal, kaj bi naredil, ne. Pa mi vpraša, se res hočeš s tem ukvarjati? Jaz sem rekel, da ja, ne. Ja. A rabiš licenco? Zdaj, če jo dobiš, te jo itak vzamejo. Pa sem rekel, ja, se je res Madonca. Najprej se nek strah pojavil, zdaj sem pa čist na svojem, ne. Nisem več pod okriljem nekega sistema, ki te nekako drži, ne, in ti skrbi za to, da plačo dobiš, pa vse to, ne. Ampak je zelo prijazen, vsaj ne 100 bolnikov mi je poslal, tako da sem lahko nekako res dobro začel. Ja. V bistvu kar še dobro gre, ne, skozi. Ja, na srečo, no, ker je enostavno homeopatija taka, da če jo delaš na pravi način, je učinek toliko dober, da dovolj ljudi sliši. Je pa nažalost tako, ja, da veliko ljudi ne dela, se ne nauči homeopatije na pravi način. Uporabljati to. Ja. Aha, ali ti hočeš homeopatijo? Ja, veliko je takih ljudi skušajo iskati bližnjice pri tem, ne. In ne razumejo bistva homeopatije. In če ga ne razumeš, ne moreš delati pravilno, ne. Ja. Ampak tudi, če nisi nekako bi rekla, dosleden pri uporabi kot bolnik, tudi ni rezultatov. Če recimo kavo piješ, kaj ne bi smel pa tako. Ja. Se moraš tudi držati nekih stvari, Ja. da res učinkuje. Ja, ker v bistvu imamo večinoma opravka s kroničnimi bolniki, ne. Da postaneš kronični bolnik, ponovadi pomeni, da imaš neke napačne navade življenjske, ne. Lahko so seveda krive tudi neke duševne travme iz preteklosti, ki so zelo pogoste povsod, ne samo v Sloveniji. In velikokrat je pa čisto krivo samo napačen način življenja, ne. Ponočevanje, pitje kave. Mislim, kave se sliši banalno, ne, kako je na kavo lahko tako vpliva. Ampak kava je droga pač, ne. In ta droga pač vpliva na psihovegetativni sistem, ne. In psihovegetativni sistem je pa tisti, ki nadzira delovanje celotnega telesa, ne. In če se majhna sprememba na tisti višji ravni zgodi, ne, se motnja potem na nižjih ravneh pozna v večji meri s časoma, ne takoj, ko si mlad, uspeš nekako, imaš veliko rezerve, nekako uspeš živeti. Ne glede na te, bi rekel, moteče dejavnike, ne. Z leti pa pride do tega, da pa mogoče začneš že spanje počasi malo šepati. In če spimo malo slabš in ena kava zjutraj je dovolj za to, da imamo manj globoko spanje po noč, ne. Manj globoko spanje pomeni, ne, da je tudi krajše. Ne. Ker če ne greš dovolj globoko spanje, prideš zjutraj prej iz globine in se prej zbudiš tudi, ne. In zato pravijo starejši, ja, jaz ne spim dobro, ja. To je pač stari smo, ne, kaj čemo. Noben se pa ne vpraša, a je to nujno tako, ne. Če bi starejši pravilno živeli, bi lahko zelo lepo spali, ne. Samo, kaj je treba, malo, bi rekel, vedrine vsakodnevno življenje, malo smeha, dovolj spanja, pa predvsem se izogibati poživilom. Samo to je. Pa gibati se je treba dovolj. To v bistvu zelo rad poudarjaš, ne, kako pomembno je gibanje. Mislim, nasplošno, kakšne navade spostaviti za zdravje. Ja. Se mi zdi, da sem videla na internetu, da tudi dosta to pojavlja. Da probaš ljudi spodbujati, tako pa v Mariboru, ko so predavanje, samo tem na to temo. Ja. Preventivno življenje, no? Da ni treba sploh hoditi. Ja, to bi bil cilj, ne? Ker se mi zdi, da s pravim načinom življenja imaš lahko dovolj energije v pozna leta, ne? Vse je pomembno, ne? Eni stavijo predvsem na hrano, ja. Hrana je en del vsega, ne? Ni pa vse.
pravzaprav vsaka stvar je pomembna na svoj način, ne. In če pravilno sestaviš te stvari, pa ni potrebno ne vem kakšno znanje za to, ne, lahko živiš s polno energije v stara pozna leta. Pogledajte recimo Štukla, ne. Še pri 99 je recimo hodil v park in je delal sklece, in je bil, bi rekel, tudi mentalno zdrav, živahen, ne. In ta naš rek, ne, zdrav duh v zdravem telesu, to so, bi rekel, tisočletja privedla do teh naukov, ki samo pa malo je treba opazovati, ne. Se pravi, brez zdravega telesa ne moreš biti zdrav v glavu, ne. Umsko ne moreš biti pri sebi, tako da. A bi mi kakšno fotografijo tle malo uporabila? Sem se zaspomnila, da imamo ta priboljšek tukaj. Kjer bi izbrala? Ja. No, tale mi je zanimiva. Pokažem. Se mi zdi, da to so sanje mogoče vsakega od nas, ne, da bi nekako v življenju uspeli leteti popolnoma brez vseh ovir, svobodno, ne, s tisto neizmerno svobodo, ki jo mogoče zelo redko kdaj doživimo v resnici, ne. In tudi ta gospod, ki gre takole leteti, jo išče, pa mogoče malo uspe začutiti v tem par minutnem letu, ne. Da pa ti začutiš tako svobodo, recimo, kakšne dejavnosti tega povedati? Verjetno ne, predvsem ne takrat, ko sem takle. Aha, za računalnika. To je spet ena od naših drog, ne, nažalost. Ta je samo v naravi, ne, to je plus. Ja, mogoče je res ta način življenja, kot ga živimo, se veste, cel dan so neke obveznosti. Služba, družina, otroci, že konc dneva, ne. Redko kdaj, bi rekel, je ta na nek način tudi nek fizični čas, da je to sploh mogoče. In zdaj spet odvisno, kako ga porabiš takrat, ne. Ali ima spet nekaj v glavi, moram to pa to narediti, ne. In spet si v nekem ujet, v to neizmerno, kaj vem, lovljenje svojega repa, ne, nikoli nikako ne uspeš. In mogoče me tole spominja na otroštvo, in ko sem se nekako potepal čist s tisto otroško vedoželjnostjo, ne, in odprt do okolja in narave in živali. Takrat je mogoče bil en tak občutek za to svobodo. Tako. Ja, tudi ta, ne, tudi če si vzameš fizični čas za to, vprašanje, če doživiš to. Kako se znaš predati trenutku? Ja. Ja. Za nazaj veš. Prosim? Za nazaj veš, da je bilo recimo. Ja, za nazaj pa mogoče se ti reči, to pa bo nekaj, ne. Mogoče so kakšni trenutki, ko se nekako pride do te svobode, ja. Tale se mi zdi, da kar uživa takole. Ja. No in recimo, ko sem še morate poslušal, ne, sem skušal malo doživeti, kaj je potrebno, da nekako uspeš prijeti ven iz tega, recimo Indijci pravijo, ja, moraš, nek način moraš ustaviti um, ne, miselni proces. To so pa razne tehnike, tako naprej, ne. Skušal morate se zelo vehementno je vedno govoril, da to ni možno na ta način, to ne gre. Ampak, tako ne, je pa dajo razne, na nek način, razne namige. In eden je bil tudi tisti, da moraš imeti zelo, zelo dobro negovano telo, ki je zelo občutljivo. Seveda, če ga zanemarjaš, če premalo spiš, če se drogiraš in tako naprej, imaš grobo telo, ne, ni te finosti. In se mi zdi, ne, ko sem videl to mlado žensko, kako leži na tak topel dan v travi, mogoče to že pol, kaj pa vem, oblečena je bilo tako, kot v kakšen september, ampak
je še suha trava okoli, topel dan. In mogoče, mislim, da je v tem stanju je čisto nekako spojena s svojimi občutki. Mogoče v takem, če ti to uspe, se ti tudi miselni proces lahko malo zastane in si v trenutku lahko. Ti si omenil, kako si že rekel, če ne skrbiš za svoje telo, da so bolj grobe energije, pa me zanima, ljudje, ki se tudi mogoče bolj nezdravo prehranjujejo, pa to, da nimajo toliko prečiščenega telesa, pa tudi najbrž homeopatija manj prime, a bi lahko to rekel, da je manj učinka? Ja, sigurno se bolj je težja pot potem za takega prije do boljšega zdravja, seveda. Ker ponovadi delamo s starejšimi ljudmi in se že veliko stvari nagrmadili in bi rekel, proces zdravljenja je lahko zelo, zelo dolgotrajen. Včasih vidim, ko pogledam recimo na kakšno kartoteko, pa vidim, da je že 10 let premen ali pa 13 let, kar sem mislim se reče, wow, to je pa res dolgo. Tako kot Krišnamurti, kaj še kar za malo hote. Podobno, malo v tem smislu. Se nekako čutim, da to ni ravno ponos, ko vidiš nekaj takega. Je pa res, da nekateri pridejo v zelo slabem stanju. In seveda, nekateri pridejo v stanju, kjer ni vse ozdravljivo. Ga pa uspeš mogoče s tem delom nekako držati v solidnem stanju. Tako da pri nekaterih moraš nekako odmisliti to, da ga boš pozdravil. Če imaš že zelo slabo srce, pa vse deluje že tako, bolj bi rekel, na desetino tega, kar bi lahko. Si vesel, da ne popusti popolnoma, da ga še držiš pri življenju, pa da še nekako živi in tako naprej. Če bo pa nekaterih si pa presenečen, koliko rezerve je še v človeku, pa koliko se ga uspe spraviti nazaj v zelo dobro stanje. Tudi pri dosti, tudi 90-letnikih, ponekod. Tako da pridejo tudi taki, so odprti za takšne stvari. Ja, so. Doskrat pride najbrž ljudje, ki je medicina nad njimi roke to dvignila. Medicina, ja, včasih so taki, ja. Včasih so pa oni dvignili roke nad medicino. Niso hoteli še več kemikalij. Ja, ker vidijo, da pravzaprav ta način, bi rekel, drogiranja, nadziranja simptomov, leševanja, da to iz leta v leto pelje v to, da imajo samo še več tega, da cel sistem se slabš deluje. In se zamislijo na tem in si rečejo, ne, hočem poiskati način, da bi morda se lahko vsaj del tega rešil in morda celo vsega. Včasih nam uspe jim uslišati kar veliko želja, včasih manj, odvisno, koliko je, v kakšnem stanju so ljudje. Rad pa rečem, da je homeopatija Mercedes med zdravilnimi metodami. Ja. Zakaj? Ja. Nas so na medicini učili, da je pravzaprav vse v telesu biokemija in da so vse mikroorganizmi. Pravzaprav večinoma se medicina ukvarja bodisi z branjenjem pred nekimi namišljenimi mikroorganizmi, ki jih jaz nikjer ne vidim. In seveda zato so antibiotiki, drugega nikaj preveč. Čeprav moram reči, da na začetku jaz kot diplomant medicinske fakultete sem tudi verjel, da angina je povzročena z streptokoki. Da se bolj sprašujem, če je to res. Ker doktrina pravi, če je streptokokna angina, damo antibiotik in se seveda ta človek pozdravi. Ja. Na nek način zgleda, kot da je pozdravljen. Zakaj pa potem pride nazaj čez en mesec z novo angino? Da se ni vzel odpravil. Ne. Celo imam tako izkušnjo pri eni bolnici, ki je imela celo življenje hude angine, za vsako sapico je takoj angino dobila. In še ko sem jo zagledal prvič, je bila taka rumeno zelenkasta, ko veš, da je zelo nezdrava, da je polna enih toksinov in tako naprej. No, je dobila zdravilo, v 2 tednih je dobila 40 vročine in tako teklino.
In kaj se je skazalo, v enem trenutku, ko ni mogla več piti, in tako naprej sem že razmišljal, da bi jo peljal v bolnico, da bi dobila infuzijo, da se ne bi dehidrirala. No, na srečo je pa v tistem trenutku ravno to, kar je nastal en ogromen gnojk, je počel in je steklo ven, lahko rečemo, za 2-3 take kozarce, ampak tistega gnoja, ko veš, da je, recimo, če imaš gnil zob, ne? To so te anaerobni organizmi, ki živijo, kjer ni kisika in so izjemno smrdeče. No? Ampak, ko je šlo to vse ven, ni bilo več angin. A to se je gnoj kot zunaj naredil, ne? Ali noter? Noter, pri mandlih, ne? Kako je pa to polornik, mislim? Ja, počelo je pa ven tekli z ust, ne? Ja. Tako da 2 dni je praktično visela nad umivalnikom, je sam tekl. Hvala Bogu, da so ne. Ja, res. No in zakaj je to nastalo? Antibiotik niso zdravili. Antibiotik je samo potlačil. In se je to v limfatičnem sistemu nabiralo počasne. Pa še antibiotiki so se nabirali. Vse zraven, ja, vse zraven. Ampak, ja, v bistvu je pometeno pod preprogo, nič pa ni razrešeno. Tako da v bistvu mi homeopati rajš vidimo konc groza kot groza brez konca. Je včasih zelo hudo lahko, ne? Ker telo lahko zelo energično reagira, če mu daš pravilno spodbudo. Ne? Ampak na nek način večinoma stvari poteka nadzorovano in človek ne bo tega umrl. Ne? Jaz sicer lahko zelo hudo, lahko kašlja po 1 mesec, se zelo, recimo se spomnim mene bolnice, ki se mi dal tudi zdravilo in je kašljala mesec, 2. Je bila pa revmatični bolnik, no? In mi je pojamrala na prvi kontroli, pa na 3 mesecih, da je bilo za umret. Pa smo šla pa malo skozi, sem pa rekel, no kako je pa z bolečinami? Jo, to je pa dosti boljše. Se je prekašal ta revma zdravlja? Z izločki se notranje zdravi, ne? Tako da v bistvu inteligenca tudi telesa je izjemna, ne? Sicer znanost misli, da je bolj inteligentna od telesa in na nek način nas indoktrinirajo s tem, da bomo pa zdaj našli zdravilo proti raku. Zdaj bo pa res ta pravo zdravilo, ne? To se ne bo nikoli zgodilo v tej paradigmi, ne? Se spomnim, a se pa to še res? Ne, kar. Ko si rekel, da so 10 zdravnikov lani ubili, alternativnih zdravnikov, ko so uspešno zdravili raka na Floridi, da so jih likvidirali. Vsi marajo, da bi se rako zdravili, ne? Prosim? Ne marajo, da se Ja, bi rako točno zdravili. to, ko preveč zaslužijo s kemoterapijo. Ja, kemoterapije so zelo drage in je veliko zaslužka v tem, ne. Ja, in imam enega prijatelja, ki je tudi zdravnik na Floridi in mi je potrdil to, ne, da v bistvu je šlo verjetno za oboje, ne. Ja. Tebe ni nič strah, da ste gledali? Ne, zato, ker mi smo tako majhni bolj. Ampak, če bi pa res, verjetno, če bi se hotel bolj eksponirati, bi ne bilo več to kvarno, ne. Ker, ja. Tole bi potegnila, tvoja ovira na poti je nepotrpežljivost. Kaj da ti povedal? Ja, nepotrpežljivost je mogoče prevelika hitrost, ne. Deloholik. Ne, nisem deloholik. Ne, sploh ne. Tako da ne vem, kako mi je uspelo medicino doštudirati. In biologijo, vaš študijat. Ja. Pa da si bil zadosten še to v 6. razredu. To daje spodbudo otrokom, ki se težko učijo, da lahko marsikaj dosežejo. Ja, samo da je primerno okolje, ne. Lahko otroci, mislim, ne ocena nič ne pove o človeku. Prej bi rekel, da imajo verjetno otroci, ki so bili vedno odličnjaki, kasneje težave v življenju, ker se da v življenju nikoli ne grejo stvari gladko, vedno se problemi najdejo. Zdaj, po moje je bolj, da se prej soočaš z neuspehom kot kasneje, ne. Kot je to lahko zelo vrže, ne. Če priješ do enega večjega neuspeha, se težko pobereš, če si navajen na to, da ti pa vedno uspe, ne. No, moja mama mi je vedno govorila, ja, da sem prehiter. Kolerika sva bila pa oba verjetno, ne. Kolerik, ja, nepotrpežljiv, ja, verjetno je tako, ne. Zelo težko se nekako
komuniciram z ljudmi, ki so zelo počasni. Sicer med bolniki sem se že navadil, da pač se moram na njihovo hitrost uglasiti, ampak tako vsaj, če imam pa upravka s kakšnim, ki je zelo počasen, da naredi zelo živčnega to, ne. Ker... V kom počasno? V mišljenju, v govoru, recimo, no. V dejanjih, ja. Pa bi rad kaj spremenil, pa tem, da bi postal bolj sprejemajoč, in potrpežljiv tudi. Ja. Saj se mi zdi, zdaj, ki sem že v srednjih letih, da srednja leta mimo grede so, od katerega leta že, do katerega. Od 50 do 60 do 70. Ja, jaz bi rekel, da tam, od 50 do 80 verjetno. Ja, se mi zdi, sem se že malo zbrusil. Je pa res, da recimo od svoje sestre še dobim doskrat opombo, ja, da sem prehiter. Omenil si mamo, no pa zdaj še sestro. Mama je živano pred kratkim umrla, tako da si izbral pred enim mesecem, tukaj je grob, in sprožil se ti je močen proces jeze tudi med drugim nanjo. Pa si rekel, da boš kar povedal kaj o tem današnjem skrivu, tako da če lahko malo... Ja. Tako da, pač se verjetno veliko tudi med vami takih, ki ste pač imeli eno mamo, s katero mogoče se niste najbolj ujete. Pač jo dobiš in taka je. Seveda vse skušajo z najboljšimi nameni vzgajati svoje otroke. Mogoče pa nismo ravno, vsaj v šolah naučijo o tem, kako vzgajati otroka. To je zdaj odvisno malo verjetno od tega, ali si nadarjen za to, ali nisi, ne. Pač moja mama je pač Angležinja in Angleži so malo zarukani po svoje, ne. Niso čustveni, ne. In mi Balkanci smo malo bolj, ne. Čeprav Slovenci morda ne toliko, kot še malo nižje. Ja, moram reči, da sem ji neizmerno hvaležen, da mi je omogočila, da sem šel v Anglijo v šolo, ker tam sem prišel v stik z ljudmi, ki so pa imeli to toplino, ki jo mogoče ona sama ni imela, ne. Mogoče se je trudila okoli tega, ampak na nek način ni znala izražati topline, ne. In potem, seveda, te južnoameričani, zelo topli, pa to, tako se res počutil, kot da sem imel drugo mamo gora, ne, tako da je bilo zelo fajn. In sem na nek način prišel do te izkušnje, kako je živeti, če so ljudje zelo, če se skušajo oglasiti s teboj, pa ti pomagati, pa ti na nek način voditi naprej, ne. Tako moja mama je bila pa zelo natančen človek, kako bi se temu rekli, pretiran redoljubna, in verjetno ni telesnega dotika, ni obvladala, ne, to Angleži tudi v principu niti ne preveč. Če bo mogoče zdaj, novejše generacije so že malo bolj odprte do tega, se mi zdi, no, kako gledam. Te starejše pa sigurno, da ne, telesni dotik ni bil nekak stvar, ki bi se prakticirala, ne. In zakaj sem jezen nanjo, no? Mogoče ne vem, če bi šel vse te podrobnosti, ne vem, če bi... Pa se v bistvu si že marsikaj povedal, Ja. kaj ti je manjkalo. Ja. Nekako to je bilo tudi z njene strani do konca nesprejemanja, ne? Nekako ni čisto Ja, svojega vzela. ja, to je, ja. Ja. Na nek način je bila ponosna na to, da sem doštudiral kot zdravnik, seveda ne, vedno mi na pismih je vedno pisala doktor Živan Kreva, ker je zelo zanimivo, da te mama naslavlja z doktor. Ja, tako no, sicer je en šok, kot bi rekel, vse je bila kar stara, 93 let, skoraj 94, ker je bila vsaj,
ker se umsko je bila toliko živahna, kot je bila v mladih letih, čeprav nikoli pretiran, ne, imela svoj tempo, ampak to se ni spremenilo preko let. To se sploh ni spremenilo. Lahko rečem, da nobene sence, kakšne demence, ampak je podobnega. Ne. A si ob njej najpotrpežljivejši slušal? Ja. Veš, mama, to pa to. Ne. In ne, po svojem ritmu in tako naprej sem tam že. A ti razumeš, kaj ste odprti? Tako da, ja, tam sem res mogel razviti potrpežljivo sem. Se mi zdi, da sem v zadnjih letih, da sem uspel. Še kar dobro se krotiti. In jo imeti tako, kot je bila, počasna pač. Ja. To bi vseeno omenila, če smem, upam, da ni preveč intimno, da se mi zdaj zelo grozno, da še preden je umrla, da te povedala, ti nam čisto nič zapustila, da bo vse pustila sestri, mi to res naredila in ti imaš vse, kar imaš njeno žaro zdaj v svoji garaži. A ni grozno? Tako da ne glede na to, kao si rekel, ja, se jaz imam veliko, mislim, dost materialnega, sestra nima, ampak to se razumsko, rekel si lovni pa eno sliko vsaj pustila. Tako da to je najbolj tudi ena bolečina, tudi če probaš to zanikati, a veš? Ja, to je malo bolečina, malo sem tudi mogoče bil jezen na njo, jo razumem sicer, ne, ker je hotela pač sestri pomagati in je to tako, da je, ker je pač ni tako, imela tako lepega življenja. Mogoče bi pogrešal en tak osebni predmet, no. Samo to, brez vrednosti komercialne, no, tako. Ja. Do konca bo trnasta. Ja, do konca je bila res taka... Trda. Trda, ja, na nek način, ja. Ja, bila trda, ja. In zakaj imate pa njeno žaro v garaži? Zato, ker je umrl v Angliji in sem jaz sem prinesel, da bo pač šla v grob, ne. Kjer je njen mož. Ampak nima časa, da bi dal grob, pred zasedem. Upam, da naslednji podelki uspe. Ja, po mojem lahko počas da besedo publiki, prosim. Nekje sem prebral, če trpi duša, trpi telo. Če se lahko z odnosi človek zasvoji, pa z materialnim dobrinama. To bi vprašal. Ja, jaz mislim, da zasvoji se lahko praktično s čimerkoli, ne? In mislim, da smo vsi nekako nagnjeni k temu, da se radi zasvojimo s čim, da se navežemo na stvari, ne? Ali na materialne zadeve, ali na odnose, ali na prijatelje in tako naprej. In se mi zdi, da življenje je deloma temu namenjeno, da nas uči o tem, da mogoče o tem, a je možno živeti brez navezanosti, ne? Ker na koncu koncev vsi umremo, ne? Saj gremo stran iz tega fizičnega telesa, ne? In se pa vsi nekako iščemo v teh vzhodnjaških pogledih na to, da pa se je reinkarnacija, pa pridemo nazaj, ne? Krishnamurti je bil mnenja, ja, zakaj si pa tako želimo priti nazaj v ta svet, ne, ki ni pretiran prijazen, ne. In vsaj prijazen ni v načinu, na katerega praktično vsi živimo, ne. Na ta način, s svojo žalostjo, vsi smo polni konfliktov, jeze, ne. To niso najbolj prijazne stvari, ne. To ni tako, kot bi si želeli, da bi leteli svobodno, ne, kot ta gospod. In se mi zdi, da ja, če se vrnemo na vaše vprašanje, je, ali se je možno... Ja, odnose, kako se zasvojiš, pa če se da to zdrav. Ja. Jaz bi rekel tako, da saj s homeopatijo verjetno to ni primarni način, ki bi ga jaz izbral za zdravljenje tega. Po moje boš v tem primeru kaj drugega, kakšna psihoterapija v širšem smislu. Ampak spet, ko govorimo o psihoterapiji, ne mislim, da je to zdaj pomeni, da je tisti, ki to rabi in verjetno, da je tisti nor. Ne? Mogoče je še nekaj te sodbe, ja, vse v našem okolju je, da če greš k psihoterapeutu, da si na nek način, da nekaj narobe s teboj, ne. Ampak v resnici bi vsi rabili psihoterapijo, ne.
Vsi imamo neke vzorce z otroštva, ki jih nosimo s seboj, pa neke težave, neka razočaranja, neke, bi rekel, spomine na krivice, jezo zaradi tega. Ne? In se mi zdi, da saj psihoterapija v širšem smislu, tukaj tudi recimo ta način EFT, zelo dober. Ne vem, če ste slišali za to tapkanje po domače, ja. Tako da je več pristopov, ampak homeopatija je res Mercedes, ni pa za vsako cesto. A sem vas prej dobro razumela, da je zavest najbolj aktivna po noči? Ja, mogoče, ko sem bral tisti citat Krishnamurtijev, je on omenil, da omenil neko prisotnost. Ne? In je tudi omenil, da v spanju dostikrat bil v meditaciji. Ne? Da takrat doživlja stvari, ki se jih ne da opisati. Ne? Zdaj, če je zavest najbolj prisotna po noči, noč pravi, da ima svojo moč. Ne? In verjetno je takrat nek mir in je možno mogoče, da so večje energije po noč. Ne? Možno je, ne vem. Jaz sam ne vem več o tem, ki je zelo veliko. Mislim, da za povprečnega človeka najboljše, če gre zgodaj spati in dobro spi. Ja. Prosim? Ja, seveda po popolni temi in z velikim čutom za okolje, se pravi, mora biti zelo preprost prostor, ne? Da ne motijo čutil preveč. Nobene televizije pred spanjem. Fajn je, če tudi ni kakšnih slabih sevanj, kjer spiš, ne? Tudi to obstaja, ta problem sevanj, ne? In vem, da kadarko sem jaz na letu lani, sem imel velike probleme s spanjem, ne? Čeprav sem znam potem, da zaspim takoj še v zraku ponad. Ja. In tako. Rečeno je bilo, da kava ni dobra, ne? Kaj je poživilo, kaj pa zeleni čaj, kaj toliko poudarja, kaj dobro, kaj tudi pravzaprav poživilo. Torej tudi to za zdravje nekako najboljše. Ja, ni. Jaz sicer res, da živčevje in duša se na nek način navata da ta učink. In imaš občutek, da brez tega potem ne bo šlo. Ne? Ampak čaj je v isti kategoriji, tako da jaz, ko svetujem svojim strankam in rečem, da je boljše res opustiti vsa poživila. Sicer tisti, ki imajo kaj od tega, vedno seveda najdejo nekaj zanimivega v produktu, ki je mogoče, na kar bi ljudje mogoče dobro slišali. To pa je seveda, da so tukaj antioksidanti. Ne? Ampak vsak biološko proizveden plod, zelenjava in tako naprej ima ogromno antioksidantov. Ne? Že barvila, ne? Sama po sebi barvila so antioksidanti. Beta-karoten je pač oranžne barve, ne? Likopen je rumene barve. Ampak to so vse barvila, ki so istočasno tudi antioksidanti. Ne? Tako da, če ste imeli na krožniku veliko zelenjave, raznih barv, boste dobili ogromno tega pozitivnega, kar ščiti pravzaprav telo pred degenerativnimi procesi, ki se odvijajo stalno. Ne? In vse starejši, ko smo, bolj smo nekako lažje pride do njih, ne? Ko si mladi nekako vsi sistemi delujejo boljše, ne? Kasneje moraš pa več vlagati v to, da nekako se dobro teče. In pravilna prehrana je zelo pomembna. Jaz bi pa vprašala, šuslarjeve soline, imajo to kakšen učinek, recimo magnezij, če jemlješ, a je to taki, kar lahko sam jemlješ, če imajo kaj učinka. Ja, nek učinek imajo, jaz jih sicer ne uporabljam, ker je to neka stranska veja homeopatije, tako kot so recimo Bach, dr. Edvard Bach je bil tudi zdravnik, ki je potem šel v svojo pot in je iznajdel Bachova cvetna zdravila, ki so snovi, ki niso potencirane. Zdaj, ne bi vam mogel veliko povedati o tem, ali so koristne za uporabo ali ne. Jaz bi bolj rekel, da morate paziti. Če že vzamete eno, jemljete mogoče en teden, pa vse opazujete. Ne?
in potem nehajte, pa vidite razliko. No? Previdno, ne se drogirati preveč, ker lahko da se pa tudi kakšni sistemi lahko izterijo, pa je potem malo težav s tem. Ne? Tako. In potem je treba to znati popraviti nazaj. Ne? Lepota homeopatskih zdravil je prav to v tem, da so zdravila potencirana. Ne? Da je ta informacija v neki zelo močni obliki, ne? Ampak ni pa več vsega toksičnega, kar bi lahko motilo. Ne? Iz izhodiščne snovi je samo neka zelo močna informacija vzeta, ki ima zelo močen učink v smislu ustvarjanja ravnotežja v telesu, homeostaze. In sicer deluje na vse ravni, od duševnega nador, tudi na živčni sistem, ki upravlja s celim telesom, z hormonalnimi sistemi in tako naprej. Še kakšno vprašanje? Kaj pa različna prehranska dopolnila, kaj jih to vse polne na televiziji, vse posode tega veliko? Ja, jaz bi tako rekel, če jemo pravilno, jih večinoma ne potrebujemo. Jaz mislim, da poudarek mora biti na polnovredni hrani, se pravi predvsem rastlinskega izvora. Tam je vse bistveno. Vse ostalo je prežvečeno, to ni to. Mora biti rastlinsko, mora biti biološko pridelano, ker biološka hrana ima bistveno več energije, življenjske energije. Pa ni kemije. Ja, kemije ni, bistveno več mikroelementov v biološki hrani. Tudi sveže mora biti dovolj, seveda po zimi je to teže, ker pač ni, ampak telo je že tako narejeno, da preživi zimo in tudi potem konec zime je zelo pameten kakšen post, da se prečistimo, da malo zgubimo viške. Ja, skušam, letos bom spet šel v to. Koliko časa zdržiš? Samo odločiti se treba naprej, potem pač tisto napiše. Lani sem šel za 2 tedna, mogoče bi šel za še enega več. Ja, post je res. Zanimivo je to, že med študijem so nas učili, da je organizem evolucijsko prilagojen na post. In je sposoben zelo dolga obdobja preživeti brez hrane. Medtem ko če motiš sistem z mehkimi prigrizki, boš manj dolgo živel, kot če boš na popolnem postu. Kaj pomeni popolni post? Brez hrane vse? Ja, brez hrane. Koliko dni moraš biti? Zdaj, koliko dni, to ni tako pomembno. Lahko se začne z manj, pa potem, recimo, ko vidiš, kakšne učinke to naredilo na vaše telo, recimo, poskusite kasneje z malo daljšim. Tudi na vsakem postu se ne počutiš enako, Sem imel že tak post, da sem se počutil popolnoma lahkotnega, z ogromno energije. Potem na enem postu sem se počutil zelo tako razdražljivega in mi ni šlo preveč dobro, Tako da bi rekel, post je zelo dober, ampak zelo nas sprejme vedno na enak način, En dan na teden, ali recimo 10 dni zapored, ali pa 2 tedna. Ja, so različni načini, No, lahko gledamo, zelo dobro vprašanje. Lahko je post, recimo, že znotraj dneva. Angleži pravijo break fast, da to je obrok, to je zajtrk, ki prekine nočni post. Tako da v bistvu že preko noči smo navajeni na post. In zdaj najnovejša spoznanja so taka, da je najbolj zdravo, sicer medicina pravi pogosto jejmo pomarati. To je narobe. To je narobe. Pravilno je malkrat pomarati. In verjetno idealno bi bilo mogoče enkrat na dan kakšen obrok pojesti. To je bilo vse. Se pravi, da imaš dnevni post, potem je fajn imeti mogoče en dan na teden, ko tudi ne ješ. In potem ta letni post, ko si pozavaš mogoče 2 tedna, 3 tedne, da si brez hrane. Ampak takrat ga je treba pravilno delati, se pravi, s kristirjem, malo več počitka, treba je gledati na gibanje,
kaj vem, masaže, pa te stvari. Dosti pit. Prosim? Dosti pit. Dosti pit, ja, seveda, dosti pit. Tako. Kaj pa, če jemlješ kakšne tablete, se lahko potle pozdela, če si mora kakšne tablete imati? Ja, je zdaj za visoki pritisk. Ja, jaz mislim, da ja. Da se lahko. Ja. Zato, ker zelo fajn prečisti telo, ne. In tudi marsikaj, kar se je naložilo v maščobnem tkivu, veliko kemikalij, pa to se s postom izloči, ne. Potem seveda neki kil gre dol, morda boste videli, da po postu, da boste pa rabili malenkost manj imati tablet, ne. A to se pravi pod nadzorom zdravnika? Ja, jaz mislim, da mogoče prvič je fajn, da te vodi nekdo, ki je izkušen v tem. Mislim, da je gospod Videmšek, ki je zelo znan po tem, da je že veliko postov vodil. To ima preko celega leta v skupine. Mogoče fajn se priključiti temu takmu, ker zelo vse organiziran, potem so tudi predavanja o tem in zelo fajn, no. Ja, in skupinsko mogoče malo lažji. Ja, to je zelo fajn, ja. Kaj vi rečete na gospoda Videmška, ko on prav, kolikokrat ješ, tokrat bi mogel na stranišče? Ja. Jaz bi rekel, to je ideal, ne. To je verjetno ideal. Da so prebavila zelo pretočne. In zdaj, če imamo manj pogosto odvajanje, če jemo 3-krat na dan, pomeni bi 3-krat na dan morali hoditi. No zdaj, to je malo preveč. To je mogoče idealizirano, ne. Nekateri imajo tako prebavo, ne, ampak povprečen človek gre enkrat na dan, no. To je nekaj. Ja, to je nekako normalno, ne. Kaj pa hrana, kuhana, presna? Ja, jaz bi rekel, spet tukaj ni nekih takih pravil. Vse niha, ne. In tudi letni časi se spreminjajo, ne. To, kar je primerno za poletje, ni nujno primerno za pozim, ne. Pozim se treba na nek način, kaj vem, tudi malo bolj ogret, ne. In je zato pozimi primerno malo več kuhane hrane jesti. Poletje si pa brez večjih težav lahko na presni hrani, ne. Tako da se mi zdi, da ne smemo biti preveč dogmatični, ne, ampak malo poslušati telo in si reči, ok, pozimi pridobim 3 kile, v redu. Te moj maček tudi pridobi kakšno, ne. Je tudi pozim malo bolj rejen, kot je poletje. Tako da to je neko tako, kako bi rekel, nihanje na letni ravni, ki je čist razumljivo, ne. Tudi narava se spreminja preko leta in tudi enostavno tudi način prehranjevanja, ne. Če se zahvaljujem, Ja, da enako. smo prenos. A so prehranska priporočila enaka za vse bolnike, ko začnejo zdravljenje, ali odvisno od vrste bolezni oziroma težav? Ja, jaz se to podrobno ne spuščam v to, ker se le bolj ukvarjam s samim zdravljenjem. Večinoma jih skušam tistega, ki to zanima, ne, se vse to ne zanima, ampak tistega, ki zanima, da skušam napočeti kakšne knjige, ki bi jim lahko malo osvetlilo, kaj bi bilo pametno jesti, ne. Kaj pa priporočate? A kakšno hrano? Ne, katero čtivo recimo. A ja. Aha, a se da to, kako bi se to dodali, a se da to kje objaviti, a kako? Pa če se povežete z gospodom. Ja. Ja. Kako se misli, da se da? Ja, kaj pa če na mojo spletno stran pišete, pa bom jaz odgovoril, bom nekaj povzadal prav. Ja. Homeopatija, kaj uspehov pri demenci? Ja, demenca je lahko zelo težka zadeva, ne. In pri nekaterih se lahko popravi. Nobenemu pa ne bomo naprej obljubljal, da se da to z lahkoto narediti, ne. Ker ponavadi je relativno težko za zdraviti. Včasih me pa presenetijo kakšni, no, da se kar fajn popravijo. To je pa res. Pa smo se večer pogovarjali, da kelacija pri demenci tudi pomaga? Ja, tudi lahko pomaga, ja. Kelacija, to je čiščenje žil.
Včasih je živan pomil v ordinaciji. Ja, to je ena taka bolj moderna metoda, ampak že obstaja 50 let, mislim, da so začeli to v Združenih državah, uporabljajo eno sintetično aminokislino, ki veže na vse težke kovine in druge toksine. Te se z leti radi začnejo nabirati v telesu in začnejo motiti delovanje tudi lahko miselnega procesa, ne? Spomina in tako naprej. In če uspemo tega kaj ven spraviti iz telesa, se lahko tudi popravijo miselni procesi. Ne? Ampak najbrž ne velja to za vsako bolnico. Verjetno pa ne. Verjetno pa ne. Ker ene so zelo hude in je zelo težko kaj zelo veliko narediti. Ne? Itak je pa tako, itak je, ker to gre za centralno živčevje, vse, kar se nanaša na živčevje, že vnaprej vemo, da je težje zdraviti. Ampak to pa ne pomeni, da se ne da. Da se, in včasih recimo imamo pri kakšnih živčnih boleznih kar dobro uspehe. Multipla skleroza, kakšne lažje se da kar lepo zdraviti. Tako. Ja. Mene še nekaj zanima, šumenje v ušesu, če se da to s homeopatijo popraviti in kakšen je vzrok za to, ko smo živimo v takšnem slabih časih, strah nas je, bomo izgubili službo, a bomo razni strahovi. Pa mi zanima, če veste kaj o tem šumenju. Ja, šumenje v ušesih je tako. Spet, to je ena taka diagnoza, ki je vnaprej nemogoče reči, ali bomo uspeli pozdraviti ali ne. Včasih smo zelo uspešni, včasih smo zelo neuspešni. Zdaj, vzrok je pa težko vedeti. Ne? Iz opazovanja ljudi bi rekel, da je verjetno, to so pač verjetno eden od načinov, kako telo odreagira na napetosti. Ne? In spet, poživila dvigujejo obrate v sistemu. In je več možnosti, da pride do take težave. Mogoče še eno zadnje vprašanje, to je že kar pozna ura. A je kaj možnosti, da bi naša tale uradna medicina sprejela homeopatijo, pa da bi delala z roko v roki? 40 let. Ja. To je tako, kot da bi nekaj vprašali, a je kakšna možnost, da bodo politiki kdaj kaj pametnega naredili? Politiki delajo za žepe tistih, ki so jih postavili. Medicina dela ravno tako za žepe tistih, ki so medicinski sistem postavili, zdravstveni sistem. Dal bi se kaj spremeniti, če bi ljudje, davkoplačevalci, to zahtevali. Ja, vsaj zdravnik bi lahko oboje, ne? Ja, če bi se 100 000 ljudi zbrali, naredili akcijo, bi se marsikaj spravili. Samo mi smo zelo politično aktivni Slovenci. Gremo raje na 2 deci. Ni treba več licence vrati, že 2 leti. Kaj ste vi rekli, da bi imel oboje? Zdaj lahko. Ni več, da morajo licenco dati stran. Tako da tle je napredek. A te to presenetilo, kaj to šlo? Marja. Mislim pa, da bi še zelo daleč od tega, da bi pa to bilo lahko te storitve znotraj zdravstvenega sistema, se pravi, da bi šlo iz skupne blagajne. Nobenega več nagane, da je to samo v Sloveniji in v Albaniji. Jaz bi rekel, da to ni tako zelo res. Sicer tako se govori, ampak v resnici v vsaki državi homeopatijo preganjena. Tudi v Angliji je bilo 5 bolnišnic, eno so že zaprli. Ker so veliki pritiski, da se to vse zaprlo. Če bo kraljeva družina ima svojega zdravnika homeopata, angliška kraljeva družina ima tradicionalno vedno vsaj enega zdravnika, ki skrbi za nje. Ja, ampak za maso bi pa največ videli, da bi se to ukinilo. To je enako, kot je bil recimo Rockefeller. J.D. Rockefeller, ki je bil svoj čas najbogatejši človek na svetu, to je bil v začetku 20. stoletja. On je imel svojega homeopatskega zdravnika. Istočasno je pa kasneje postal seveda delničar tudi v farmacevtskih družbah in je uspel doseči, da so uspeli v Ameriki homeopatijo čisto delati. Kakšna dvojna. Čas za svojo rit. Ja, tako je. Jaz se tebi zahvaljujem, občinstvu zahvaljujem, da ste prišli. Poklanjam ti tole knjigo o homeopatiji. To je za osnove homeopatije, ampak nekaj bolj konkretnega. Ja, poznam avtorja.